Beletrina v živo. Dober dan. Danes predstavljamo doslej neobjavljene spominske zapise pisatelja in dramatika Petra Božiča. Gre za knjigo Ko oblasti sploh ni. Z mano je še en velik slovenski pisatelj, Mate Dolenc. Dober dan. Prevelik se jaz zdrznem, prosim. Dobro. Tudi dobro. Letos mineva 90 let od rojstva Petra Božiča, angažiranega intelektualca. Skratka, opravljal je vse sorte poklicev. Kakšen je vaš prvi spomin na Petra Božiča? Vi ste precej mlajši, ampak družila sta se veliko. Ja, spoznala sva se, ko je bil on 28 let star, jaz pa 16 ali pa 17 v restauraciji Emona, ki je bila restauracija za ljudi z roba. Tam smo tudi jedli čevapčiče, recimo, ki so jih pustili, pa ko smo pili, pa lačni bili, smo jedli kar čevapčiče, ki so ostali na krožnikih. Preden so pospravili, pa smo se še mi najedli. To je bilo za ljudi z roba. Še so prišli tudi not kakšni gospodje, ampak to je bila špelunka. In Peter Božič je nekako ves svoj opus po svetu ljudem z roba. Vas je pa nekako inspiriral kot človek drugega socialnega statusa, kot je bil socialni status vaše družine. Ja, jaz sem bil iz malomeščanske družine in so me privlačili eksotični tipi. In te ljudje z roba so bili zame eksotični, bi rekel, čudaki. Peter je bil pa še zraven pisatelj, ki je že takrat bil dosti slaven, težko rečemo temu slava, znan je bil. In ker je bil tak, da se je dal z njim pogovarjati, da je tudi nas mlajše sprejel, smo se začeli družiti in dosti smo imeli skupnega, veliko tudi dosti ne, ampak bil je prilagodljiv. Zdaj sem rekel, bil je po robu je hodil, in predstavljal je eno vez ali most med prejšnjo generacijo in novo generacijo. Na kak način? Recimo, on se je precej družil z Gregorjem Strnišo, vi se niste toliko? Ne vem, kakšna izbira je bila to. Gregor Strniša je bil bolj vase potegnen. Danes Zajc je bil nekje vsred. Včasih sva se pogovarjala, večinoma pa nisva bila prijatelja, nisva bila družba. S Petrom smo bili pa družba, ker je bil tak. Čisto nekaj drugega. Skratka, ta spominska proza, objavljena v knjigi Ko oblasti sploh ni, slika družabno življenje umetnikov 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Nastopajo pravzaprav vse velike figure literarne tistega časa. Ste jo že utegnili vzeti v roke knjigo? Ne, nisem. Zdaj sem jo prvič videl. Recimo tudi meni se je zdela izjemno zanimiva, vam bodo pa te anekdote, te spomini verjetno še posebej zlezli pod kožo. No, ker bova veliko govorila o umetniško-inspirativnih prostorih, o bifejih in kavarnah, naj pogovor uvedem z naslednjim Božičevim citatom. Ni dolgo tega, kar sem v pogovoru z Veljkom Rusom v Razgledih našel misel, da se slovensko javno življenje, tisto, kar življenje je, odvija v bifejih. Božič se je zelo strinjal s to mislijo, se tudi vi? Tudi jaz se strinjam, se smo živeli v bifejih. Domov nismo imeli, jaz sem še pri starših živel, drugi so bili ali podnajemniki, ali po raznih licejih, ali ne vem, kako se je temu rekel, samski domovi. Nismo imeli domov, da bi se sestajali, zato so bili bifeji, ki jih je bilo pa kar dost. Pa gostiln. Jaz sem rekel, latinska četrt okrog fakultete, pa drame, od Šumija, Mrak, pod Lipo, Koper, Križanke, pod Skalco, pa do Amerikanca dol ob Ljubljanci. Amerikanc je bil, bi rekel, dno tega. Tam je bilo največ takih čudakov, popolnoma z dna, ki so na cesti spali. No in skoraj vse te lokale, gostilne, ki ste jih pravkar navedli, navaja tudi Peter Božič. V knjigi gre za nekakšno literarno pohajkovanje med raznimi lokali, kot so bili Mesing, današnji Opera bar, pod Skalco pri Lovšinu, kamor je vsak večer prihajal Ivan Mrak s svojo sopotnico Karlo. Kjer je pa bil pri Lovšinu, to se pa ne spomnim? Ne vem.
Ne poznam toliko teh Jaz se ne spomnim lokalov, tega imena. bifejev, ampak pravi pri Lovšinu se je veliko ustavljal Ivan Mrak in menda tudi drugi, piše Peter Božič, so pogledali skozi vrata, v lokal in če niso videli tam noter Ivana Mraka, so šli mimo. Šli naprej. Se pravi Rio, Šumi, Union in Pri mraku, ki ste ga že omenili. Skratka, kako inspirativni so bili ti prostori druženja? Inspirativni so bili ravno zaradi druženja. Mi smo delali inspiracijo v teh lokalih. Lokali so bili narejeni socialistično, to niso bili opremljeni, to so bile mize, aluminijaste, lesene, stoli, to ni bilo nobenega dizajna, nobenega oblikovanja. To niso bile gostilne ali pa bifej, kot je zdaj, ki so not slike pa vse take stvari. To so bili lokali, ki so dali stol, mizo, pa šank, pa natakarco. Kar smo naredili iz teh lokalov, smo pač mi naredili. Ne samo mi, avtori, ampak tudi tisti čudaki, ki so kaj hodili, ki so bili tudi naši modeli včasih. No, Petru so bili bolj modeli, jaz sem bolj meščanske otroke pa mladino opisoval. A Nebotičnik je bil tudi tak zapuščen lokal? Sem hodil, v Nebotičniku je bil bar. Kaj smo šli redko, prvič nismo imeli denarja toliko, da bi šli v bar pa gledali striptiz. Več smo hodili v Slon bar, tam smo pa res večkrat bili, ampak tudi ne tako pogosto, ker je bilo to za nas predrago. Kadar je kdo dobil honorar, kakšno nagrado, pa smo rekli, gremo v bar, pa smo šli striptiz gledati pa Eldo Viler. Čeprav Božič je, mislim, da v tem dokumentarnem portretu, ki ga je o njem naredil Vinko Möderndorfer, Človek v šipi, povedal, da je pisal v ljubljanskih kavarnah, v Unionu, ki si predstavljam, da ni bila zelo poceni kavarna. Ja, pa ni bila draga. V Union smo hodili po noč, ko so druge gostilne zaprli, je bil Union še odprt, jaz sem ga imenoval Nočna mora, zato ker tam so vsi pijanci iz cele Ljubljane prišli in se nabrali. Podnev se je pa dal pisati, ker je podnev bil mir. Podnev so bili razpršeni, te čudaki in pivci po celi Ljubljani, potem se je pa vse steklo v Union, po noč je bila pa Nočna mora, sem jaz rekel, polna vsega, tudi krvavi prizori, kozlanje po tleh, vse sorte je bilo. Zelo pestro je bilo, moram reči. Torej, Božič je pisal prozo in dramatiko, velja za pobudnika dramatike absurda v slovenski književnosti in seveda družil se je, kot poudarjate, z vsemi velikani slovenske literarne scene. V knjigi beremo, da ko z Gregorjem Strnišo nista imela še ničesar objavljenega v reviji, kot je bila Beseda, ker kdor je tam objavljal, se mu je klanjala polovica razgledane Ljubljane, pravi Božič, sta v Messing baru iz zgornjega nadstropja zrla dol na velikana Dominika Smoleta takrat in Tarasa Krmavnerja. In Božiču je bilo najbolj všeč pri Smoletu in Krmavnerju to, da lahko pijeta na kredit. To je pomenilo, da sta zvezdi. Ni nujno, tudi mi, ki smo bili 10 let mlajši, smo imeli kelnerce, ki smo jih dobro poznali in smo tudi lahko na kredit. Tudi smo plačali jutr, smo rekli, Marička, jutr bomo. Pa smo lahko drug dan plačali. No, in podobno tudi Božič priča, da sta se tudi sama s Strnišo lahko tako dogovorila, da bosta odložila plačilo za en čas. To se da še zdaj kje. Bi lahko rekli, da je to knjiga o nekem generacijskem prepadu med literati. Na nek način družili ste se, ampak hkrati določena imena so bila... Jaz ne bi rekel, da je bil kakšen prepad med nami. Nismo čutili prepada. Bila je distanca, recimo, zaradi generacij, zaradi let, pa tega, da so bili oni že ugledni avtori, čeprav so jih tudi sistemsko preganjali, saj so bili sumljivi. In o tem tudi zelo veliko piše Peter Božič in med drugim omenja, mimogrede, kako si v določenih gostilnah, v določenih kavarnah točno vedel, kje so udbovci. Ja, vse smo vedeli, za vsakega smo vedeli, kdo je. Ta je major udbe, smo rekli. Pa smo se tudi družili z njimi. Te so bili tudi vsi pijanci.
To so bili udbovci, ki so bili bivši komisarji, pa tak iz partizanov in so pač to službo špiclov po gostilnah opravljali. To smo vsi vedeli. V šumi smo hodili 30 let in smo točno vedeli, katera dva delata za policijo. Ampak nas ni motil, sta pila z nami, pa nobene škode ni bilo od tega. O generacijskem prepadu govorim tudi zato, ker je mlajša generacija, kateri je recimo pripadal Peter Božič, pa vaša še mlajša, seveda nekako zavzela drugo literarno držo, z nekim svežino prišla, z nekimi novimi prijemi. Tudi zato. To o literarni teoriji jaz ne bi kaj dosti razpravljal, ker ne znam, sicer sem to študiral, ampak nisem nič imel od tega. Gotovo, da je bila razlika. Marko Švabič je bil recimo ludist, on je ludistično pisal. Dane Zajc je spet nekaj drugega. Jaz sem pisal zgodbe, meni so rekli, da sem zgodbar, ker sem pisal klasične novele, romane, klasika. Taras Kanmavner je cenil ludizem, mene pa ni maral, recimo. Peter Božič, v romanih Petra Božiča pa se prepletajo eksistencialistične prvine z modernizmom, recimo, ne? Tako da je bil nek nov prijem. No, eksistencializem je bil pravzaprav eno občutenje takratnega življenja v Ljubljani. Je bilo vzdušje, Ljubljana ni bila taka, kot zdaj. Ljubljana je bila ponoči mračna, ni bila osvetljena, je bila podobna kakšnim ekspresionističnim slikam, črno-belim. In tudi življenje je bilo tako, ne. To je bil eksistencializem, bi rekli, in to je proza od Božiča, pa še od kakšnih, je eksistencialistična. Če uporabimo tak izraz, ne. Knjiga, ko oblasti sploh ni, se začne na socialnem robu, kjer je Peter Božič malodane celo življenje skoraj do konca, ko se je začel politično udejstvovati, živel. Začne takole. Takrat, leta 1951, ko se te zgodbe začenjajo, sem živel v baraki veterinarske bolnice. Moji sostanovalci, bilo jih je 5, pa so bili študentje nekakšne višje veterinarske šole, ki tedaj še ni bila fakulteta. Skratka, on v svojih delih piše o ljudeh socialnega roba in prej ste omenili, da se po stanovanjih niste družili. Pri Petru Božiču bi se zelo težko, ker je živel malodane povsod, zelo je menjal. Še nismo imeli svojih stanovanj, takrat smo bili premladi. Peter Božič je celo živel en čas celo v bunkerju, zaklonišču, kjer je gojil gobe. Ja, šampinjone. S prijateljem Jupom iz Šentjerneja. Ja. In pri Maksimu Sedeju v njegovem likovnem ateljeju na Domačem vrtu. Tudi je tam stanoval, ampak Sedeja jaz nisem poznal. Kar nekaj let, ne? V tej knjigi je razbrati, da je Petra Božiča slab gmotni položaj omejeval v neki ostrini misli, pa ga je tudi osvobajal. Vi, ki ste ga poznali, bi se strinjali s tem? Ja, tako je bilo. Mi smo, kadar smo imeli kakšen denar, honorar in tako naprej, smo dali njemu denar. On je deloval dejansko kot klošar. Jaz se spomnim, imel sem enkrat eno punco, Nemko, in sem ji povedal, kdo je Peter Božič. Na Tromostovju smo se srečali in mu je dala marke, ali kaj, mu je dala denar kot beraču. Pa sem rekel, a Peter, boš vzel? Pa je vzel. Tako da je bil res na robu. Samo mi smo pa tudi si sposojali, saj tudi mi nismo imeli denarja. Zmeraj smo dobili. Eden je zmeraj imel denar, pa so 3 zraven pili. Kaj pa ta ostrina misli? Bi se strinjali, da je na nek način zaradi svojega, recimo slabega gmotnega položaja bil še bolj brezkompromisen, neposreden? Ja, je bil sigurno, on je bil zelo brezkompromisen. On je bil direkten, tudi znal je človeka nazjati takoj. Nikogar se ni bal. Bil je tudi navdušen za fuzbal, on je na fuzbal hodil in tam je enkrat tako nekoga užalil, da mu je roko zlomil. Petru namreč.
Takole Peter Božič secira svoje kolege. O Tarasu, se pravi Krmavnerju, se je tedaj veliko govorilo. Eni so pravili, da je skregan z belim kruhom, ki mu ga je pripravljena dajati oblast, če bi čisto malo obrobil in odrobil svoje misli, ki jih tiska v razgledih in naši sodobnosti. Taras pa se je vedel vendarle tako, kot da mu to, da ima kaj z oblastjo, niti malo ne bi bilo v čast. In Dominik, se pravi Dominik Smole, je bil v tem Tarasu skoraj enak. In kakor sem Tarasa zaradi tega skoraj občudoval, tako sem Dominika skoraj omalovaževal. Taras bi lahko, pa noče, Dominik pa se mogoče malo afna, saj ima red in prehrano doma in glede tega nič skrbi in nobenih težav. Ja, Taras je imel ženo, ki je bila profesorica, moja na gimnaziji, moja profesorica Alenka Goljevšček, in je bil res preskrbljen. Oster je pa bil, ni se dal. Mislim, da je bil enkrat celo direktor Drame, 2 meseca ali 3, pa je hitro šel, če se prav spomnim. Tako da je bil Taras skozi, pravzaprav res je bil ena zelo neodvisna osebnost. Je pa v svoji eni knjigi, ne vem, Sreča in gnus, ali kako je opisal, kako sta kruto popivala s Petrom Božičem. Zelo do tal. Taras Krmavner je imel tudi zanimive tozadevne anekdote, pa morda še z eno vašo nam postrežete. Namreč pred nedavno ste mi omenili, da vas je Peter Božič kdaj tudi udaril. Ja, 2-krat me je skloftal, pa enkrat brcnil. Enkrat v Šentjerneju, ko smo pili sadjevc, to je bila prozorna tekočina v štamperlu, in ko je šel Peter na stranišče, sem mu jaz navadno vodo zlil v ta štamperle in on je tisti spil na dušek in je bil 2-3 minute čist primer in tih, pa je pa prišel okrog mize in mi je tako prisolil, da mi je šumelo v ušesih. Ampak pravite, da se je tudi hitro pomiril. Takoj se je pomiril, ker je bil kolerik. Jaz sem se pa tudi pomiril, tista klofuta mi nič ni pomenila. On je lahko zelo razburljivo govoril 5 minut in zmerjal zelo kruto vsakega. Ampak čez 6 minut je bil pa že miren, se je že smejal. Če bi ga recimo morali označiti z enim stavkom, kaj bi lahko rekli? Če se ga spomnite. Jaz bi ponovil za Vladotom Miheljakom, da je bil to njegov najhujši prijatelj. In tudi jaz bi rekel, da je bil Peter Božič moj najhujši prijatelj. Ampak taka prijateljstva potem trajajo desetletja. Ja, se je trajalo do konca Petrovega življenja. Peter je umrl, zdaj smo pogledali na internet, je umrl star 77, toliko sem jaz letos star. Leta 2009. To sem jaz, sem ga zdaj Petra dosegel. Zdaj se lahko poslovim. No, ne še, boste verjetno še, imate še kakšne literarne ambicije, še kaj v predalu, še kaj v delu? Ambicijo imam, nimam pa volje. No, volja se pa zmeraj najde. S Čandrom sva že dolgo zmenjena za en roman, ki ga pišem že 20 let. In on je polovico, ki je napisan, ga prebral in je rekel, da dokončaj že to enkrat. Od tega je pa tudi že 10 let minil in nič ni iz tega. No, zdaj je priložnost. To Kadar jesen. odprem računalnik in grem to pogledat, preberem in rečem, tako dobro ne morem več napisati, boljše, da neham. Ampak, a ni Peter Božič recimo v samostanu, kjer je svoj čas živel, v par letih napisal ogromno knjig? To pa jaz ne vem, ne. To je sam povedal v dokumentarnem portretu. Ogromno po moje ne. Ogromno, to pomeni ene par v par letih. Ogromno, ja. Ja. Tam je on pisal, ampak bila sva parkrat skupaj v Celici, ampak par dni, ker nisva prenašala. Vsak je raje imel svojo sobo. Jaz sem včasih za njim prišel v samostan in tam je bil en klečalnik, tam, ki me njih molijo, in umarca noter za tole mašno vino, ne. Not je pa bilo še za 2 prsta šnopsa od Petra Božiča, ki je bil pred mano tam.
No, njegov podpis praktično, Ja. ne? No, moram pa to reči, da Peter Božič je v bistvu pil kot alkoholik samo enih 15 let največ. Ker on se je tam pri 40 je nehal in najmanj 10 ali pa 15 let ni pil nič. Pol je pa enkrat smo bili na Dolenjskem, pa je spil malo cvička z vodo, pa zmeraj več in takrat je drugič se zapil in je pil še mogoče 3-4 leta, pa je pa spet nehal do konca. Tako da je pil veliko manj časa kot vsi drugi. Pa je pisal, se pravi, je pisal trezen? Ali? Je, trezen je pisal, pijan se ne da pisati. Trezen je pisal, on se je čist streznil. Nekateri vaši kolegi bi verjetno temu oporekali, ampak ne bova mogoče, šla v to. Skratka, želim vam, da najdete ta pisateljski navdih, dokončate Navdih že imam. ta roman, se pravi, kaj, potem pa ne navdih, potem pa Voljo, pisateljsko voljo, disciplino. voljo. Disciplino. Tudi raj ležim pa berem. Tam v Bohinju ležim pod drevesom, pa berem knjige, časopise, revije, pa zagledam računalnik, se mi kar obrne. Dobro, z eno, kleno disciplino bi se dalo. Nimam nobene klene discipline. Jaz sem tisti, ki reče, bolj se je uleči pod drevo, pa gledati v luft. Ne bom govoril, tako kot večina pisateljev, ko garajo. Jaz nisem nikoli garal. Dobro, iz praznega časa tudi veliko nastane, pa naj bo to zadnja beseda. Mate Dolenc, lepa hvala za ta pogovor. Hvala vam. Gledalke in gledalci, vabljeni k branju knjige Ko oblasti sploh ni Petra Božiča. Beletrina v živo.